Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Sebastijan Jeretič in Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o dopisovanju med Spomenko Hribar in Dimitrijem Ruplom. Boštjan, kako po tvoje gre to, da si recimo dr. Dimitrij Rupl pa čuti potrebo, da odgovori na to javno pismo Spomenke Hribar s svojim javnim pismom? Misliš, da je to njegova osebna odločitev, da so kakšne širše implikacije? Torej, jaz lahko samo teoretično ocenjujem in ugibam in tako kot pravim, da je za Spomenko Hribar kontraproduktivno, da je ona to napravila oziroma da je to za tranzicijsko levico kontraproduktivno. Na nek način se isto vprašanje postavlja tudi pri Dimitriju Ruplu. Jaz sem ga kar že obilno kritiziral, zato ker Dimitrij Rupl ima isto predlago, kot jo ima Spomenka Hribar. On je svoje stališče zamenjal ene 16 do 22, recimo od se pravi začetka Demosa. In tudi ne, hočem specificirati, ne vem, kakšen tudi njegov status znotraj Zbora za republiko, zato ker takrat on je 2015 izstopil, ker se z SDS-om ni strinjal, v medijih jih je inkriminiral in potem je postal podpredsednik Zbora za republiko, ampak on je takrat rekel v medijih, da izstopa iz vseh institucij, organov povezanih z stranko SDS. Zdaj pa spet tukaj. Ni on prava oseba, da bi pisal pisma, sploh pa, ki bi imela, ne, se spominjam Metoda Berleca, se pravi urednika Demokracije, ki mi nekoč rekel, da je problem Ruplovih knjig ta, da so zadnje, ne vem, neki v državi ali karkoli, sej Ruplova knjiga vsak teden ena zadnja, nekih to naredi, prodali v 6 izvodih, ne. 6 izvodov, ne. Se pravi, ljudje tega ne sprejemajo in tudi pisem Dimitrija Rupla, recimo to pismo sicer na nek način racionalno, ne, ima neko racionalno jedro in recimo, da je dobro to, da stopa v bran Janezu Janši v tem trenutku, to je dobro ne za Janeza Janšo, ampak za Slovenijo. Slovenija potrebuje voditelje s politično integriteto in to je v tem trenutku edino pač ta oseba. Ni pa dobro, da to reklamo dela Dimitrij Rupel. Ampak kdo bi bil recimo potem primernejši po tvoje? To je tako, kot če bi reklamo, takoj bom povedal, to je tako, kot če bi reklamo recimo za Brezjansko Mater Božjo in baziliko delala Urška Čepin. Hočem reči, ne. To je kar močna primerjava. No, hočem reči, no, mislim se, jaz sem pač literat in uporabljam prispodobe. Kdo bi bil primernejši potem? Pa recimo, če bi to napisal Vasko Simoniti, to bi bila druga zadeva. Pa ima Vasko Simoniti tak doseg, kot ga ima Dimitrij Rupl? Ne glede na vse, Dimitrij Rupl je bil večkratni zunanji minister, tako naprej. Bil je zraven od osamosvojitve naprej, ne, bil je pač prvi zunanji minister samostojne Slovenije itd. Ne glede na to, da je res prestopal iz enega v drug politični tabor, kot ti praviš, verjetno vseeno ima nek pedigre, ki bi ga lahko najmanj postavil v bok Spomenke Hribar, oziroma še več, ne? Ker on je imel funkcije, politične funkcije, bil je izvoljen tudi večkrat v samostojni Sloveniji, medtem ko gospa Hribar, razen tega, da je bila v prvem sklicu parlamenta in se potem upokojila, kar je zdaj tudi očitajo, verjetno pač tisti, ki niso zadovoljni z vsebino njenega pisanja, teh funkcij nekako ni upravljala. Ne? A je tu, lahko rečemo, da je tu neka razlika med njima ali... Ne, torej problem je tako eden kot drugi. Ja, problem so to ljudje, ki so, ti v politiki moraš imeti osebno integriteto. Osebna integriteta, da govoriš A celo življenje ali pa govoriš B celo življenje, ne pa da govoriš en mesec A, drug mesec pa B. To pač preprosto ne gre in ljudje na to zelo radikalno odreagirajo. Jaz ne vem, da je bil Dimitrij Rupel, da mu ne bom delal krivice, zadnjič izvoljen, ampak on je bil izvoljen večinoma v parlamentu kot zunanji minister. A je bil pa izvoljen kot poslanec, bi moral pa pogledati. Spomenka Hribar pa zadnjič izvoljena pač davnega leta, ne vem, 90. Ne, in Vasko Simoniti recimo pač si me vprašal in sem izstrelil nisem o tem niti razmišljal prej, ne? Ampak Vasko Simoniti pa je človek recimo neke osebne integritete, kot Janez Janša, ne? Se pravi, moja stališča so znana, so jasna, ves čas so bila že tukaj, jih nisem spremenil in tako naprej in to vzbuja v ljudeh zaupanje. Ne vem, kakšen. Jaz sicer morda nisem prava oseba, da ocenjujem Dimitrija Rupla, ker ga ocenjujem pač mogoče nekoliko pristransko, kaj pa vem, ampak obstajajo pa dejstva. Ne? V redu. Sebastijan, zakaj recimo ti pač starejša generacija piše ta pisma? Zakaj recimo nihče od mlajših
intelektualcev ne pomisli. Zakaj ti recimo nisi nobenega javnega pisma napisal predsedniku republike v to ali pa v drugo smer? A je to nekaj, kar je demode na nek način zdaj, da je to neko, bi rekel, malo zastarelo razumevanje politike in procesa sprejemanja političnih odločitev ali je kaj drugega? Vse mogoče gre samo za stil, ki je različen. Drugače ljudje drugi pišemo kolumne, bloge ali tweetamo ali na kakršenkoli drugi način izražamo pač naše poglede in stališča. Ne? Enako kot sem prej rekel za gospod Hribar, cenim tudi gospoda Rupla in njegovo vlogo v slovenskem intelektualnem prostoru in nisem tako kritičen do, dajmo reči, njegovega razvoja. Če nekdo vse življenje govori, je lahko tudi ortodoksni dogmatik. Torej, eno je jasno zagovarjati določene načela, poglede, drugo je pa, da se ljudje dobivajo nove informacije, nove poglede, nekaj se zgodi, lahko je v določenem momentu kariere, dajmo reči, prevlada nek osebni konflikt, pa ga malo čustva mogoče nekam zapeljajo. Ne? Jaz mislim, da je tudi gospod Rupel odigral izjemno pomembno vlogo in tudi zadnje leta vidim njegovo željo po nekem, dajmo reči, komentiranju, da ne rečemo vplivu na slovenski politični in intelektualni prostor in mislim, da je bil njegov tekst, se strinjam z Boštjanom, racionalen, utemeljen. In tudi on je postavil osnovno poanto, ker je izpostavil, da ceni tako gospod Hribar, gospoda Pahorja, njuno vlogo v slovenski samostojnosti in dodal, da se z gospodom Janšo seveda ni vedno strinjal, da pa v danem trenutku ga vidi kot najbolj primernega voditelja Slovenije, še posebej glede na dejstvo, da je tudi relativni zmagovalec volitev. Ne? Tako da jaz mislim, da ljudje imajo pač potrebo izražati svoja stališča in je samo vprašanje stila. Verjamem, da bi drugače tweetal ali blogal, tako so pa izbrali nekako stil odprtega pisma, ki mogoče deluje zastarelo, ampak zgolj, dajmo reči, v naslovu. Sama vsebina je pa enaka, kot če bi napisali kolumno ali kakor drugače izrazili svoje stališče. Ne? Pa se spodobi recimo to žuganje s prstom predsedniku republike in to dost nesubtilno pač narekovanje, kaj sme in česa ne sme? Spodobi se vse, demokratično je, da tudi najvišje nosilce lahko kritiziraš. Se mi zdi pa tekst gospe Hribar dokaj nesramen, tudi strateško, dajmo reči, zelo dobro postavljen za diskreditacijo. Začne se torej s temo, ki nima zdaj nobene zveze s tem vprašanjem, torej za diskreditacijo Pahorja se uporabi primer TEŠ6, potem se nadaljuje z čustvenim nabojem za levico, torej z vprašanjem narodosvobodilnega boja, potem se oddeli ena klofuta Toninu, recimo, potem ena klofuta gospodu Jakliču in potem pride tista osnovna poanta, v kateri mislim, da se kaže tudi mogoče malo slabša intelektualna forma, ker pravim, da je malo prehiter preskok, da se predsedniku Pahorju tam očita nekonsistentnost v tistih njegovih besedah o stanju demokracije in potrebah po močnem voditelju, ne, in potem nek enostaven zaključek. Mislim, da bi gospa Hribar lahko tudi intelektualno močnejši tekst napisala in bi potem mogoče bil tudi dosti bolj učinkovit. Zdaj, Boštjan, Jaklič, ustavni sodnik dr. Jaklič, ne, jo je tudi postavil na laž na Twitterju. Ne. Namreč v pismu Spomenka Hribar zapiše, da je on po izvolitvi za ustavnega sodnika ocenil Janšo kot največjo zgodovinsko osebnost Slovenije, kar seveda ne drži. Ne. To je on izjavil bistveno prej, takrat, ko je pač Janša odšel na dob, ko so ga zaprli. Pa še tu to ni njegov copyright, tu je nekoga, bi rekel, citiral, pa ga ni navedel. V tem, da je Janez Janša, hočem reči, v tem, da je Janez Janša največji Slovenc zgodovine. To je 2 leti prej v reviji Reporter nekdo drug napisal. Zdaj pa hočem reči neko drugo zadevo. Sam da malo sapo zajamemo, kar se za politike, poglejte, tisti, ki vse življenje govorijo če vzamemo 30 letja, kateri politiki so v 30 letih slovenske države stali in obstali, kot bi rekel, rodeja. Ne? To so, bom rekel, na prvo žogo 3, Janeza Drnovška ni več med njimi, žal. Potem so pa to Borut Pahor, 30 letja, Janez Janša, 30 letja in Milan Kučan, 30 letja. Vsak od 3
ljudi, od teh 3 ljudi, je imel 30 letja enako stališče. Torej, Borut Pahor, recimo, se ga mogoče ne damo Italijanom niti v peke, pa da je potem to umilil, tako, ampak Borutu Pahorju, ki je prišel na vodstvo reform komunistov z idejo narodne sprave, ki jo je recimo tudi kasneje uresničeval, ne moramo reči, da ni tega naredil, ali pa recimo Janezu Janši, ki je imel vse, bi rekel, ves čas samostojne države oziroma teh enak program, ali pa Milan Kučan, ki je imel enak antiprogram, se pravi, to, kar je on trdil, je bilo negativno, ampak je trdil negativno pač konsistentnih 30 letja. In Janez Drnovšek, ki ga je smrt vzela, je bil isti, ne, hočem reči. Politiki, ki želijo daljnoročno preživeti, morajo govoriti en in isti jezik. Ne morajo pa govoriti jezika danes, jezika bi pa jutri. To sem hotel povedati. In se mi zdi za to slovensko zmedo, v kateri smo, in to institucionalno krizo demokracije, ki jo imamo, kajti 50% ljudi ne hodi na volitve. To se mi zdi ta premislek nujen. A je potem problem, recimo to, da pač Spomenka Hribar v tem svojem javnem pismu najprej nekaj pač nalaga ali pa kara predsednika republike, hkrati zapiše nekaj, kar o ustavnem sodniku, vendarle, ki potem to javno razkrinka kot laž. To verjetno je problem za tako pismo. Predvsem je problem to, ker nima ustavni sodnik tukaj nobene zveze z ničemer. Mislim, pa Matej tu ni nobene zveze z ničemer, pa T6 nobene zveze z ničemer. To pravijo Francozi, kdor se ne zna omejiti pri pisanju, ne piše. To bi bilo lahko pol krajšo vsebino. No, meni se zdi, da je ravno to je še en primer, ki kaže malo intelektualno formo, ki je očitno malo upešala. Torej in tisti očitek Pahorju o nekonsistentnosti in ta čisto faktična napaka nekako. Ja, skratka, to ni bil najboljši verjetno poskus prepričevanja Pahorja in drugače mislečih, da ne smejo storiti to, kar se jim zdi prav. Ampak zdaj, če pogledamo, recimo, zdaj smo govorili o teh starostah, v narekovajih slovenske politike, če gremo zdaj na aktualne igralce, na te mlade pištole, Young Guns, a po vajinem mnenju taka pisanja od gospe Hribar in Ruplovo, a kaj vpliva to na Marjana Šarca, ne vem, na Lenko Bratušek, na Luko Mesca, na Dejana Židana, Mira Cerarja, a ima to na njih kakšen vpliv? To je del mozaika, ki ustvarja, dajmo reči, nek kontekst prisile vseh teh strank, da ja ne bi pomislili, da grejo kam drugam. Torej, imamo izjemno razpršeno situacijo v parlamentu, tudi znotraj posameznih strank so lahko neka različna mnenja in ni res, da je to zelo homogena ekipa. Od skrajne levice do liberalnega centra je kar velik razpon, predvsem je pa tudi osebnostno velik razpon med različnimi poslanci in tle gre predvsem za to, dajmo reči, iskanje ketne, ki bi to ekipo držala skupaj in omogočila levo vlado, pa če tudi bo recimo ta vlada manjšinska. Danes smo videli, da je Luka Mesec naredil pomemben korak nazaj, da ni tako prepotentno nastopil recimo v pogovoru s Šarcem in nakazal tudi opcijo, ne samo opcijo, da če bi druge stranke programsko sprejele njihove zahteve, Levica vstopila v vlado, ampak tudi možnost, da če se nekako na pol dogovori, da bi dali podporo manjšinski vladi. Kaj praviš ti, Boštjan? Ja, se strinjam s Sebastianom. Torej, ja, tako kot on prav, zdaj bi rekel, namest strica ni bilo, ki bi udaril po mizi, je pa teta udarila po mizi. To ima efekt zastraševanja, razkazovanja tudi konec koncev medijske moči, in efekt tega, da se ovce, ki so zdaj zbrane od tako imenovani levi koaliciji, pač drži na istem kupu travnika ali pašnika, kako se to imenuje, da ne zbezlajo kam drugama. Ampak seveda ta koalicija že naprej obsoja na propad, prav zaradi tega, ker smo rekli, ugotovili na začetku, ker ni neke kohezivne sile ali pa neke velike avtoritete, ki bi jo držala skupaj. In zdaj, če bomo delali manjšinsko vlado, mi bomo imeli veliko dela, to bo zelo zabavno. Požar, report bo imel ogromno zapisati, reporter ogromno zapisati, mi ogromno zakomentirati, ampak kam bo šla pa Slovenija, veste, to je pa drugo vprašanje.
Ja, to bomo še videli. Ampak a se vam zdi, recimo, da bo dovolj kohezivna sila, da bojo ta pisma, medijski nastopi, recimo Gregorja Golobiča, Milana Kučana in tako naprej, da bi to zgodbo držalo skupaj, ali bo potrebnega še kaj več? Govorimo zdaj o tej mavrični anti-Janša koaliciji, če do nje pride. Ne? Ker verjetno vsebinsko vseeno težko program Levice gre skupaj z kakšno drugo stranko, ki bi bila v tej koaliciji. Pa ne govorimo o Novi Sloveniji, da se razume. Ko se enkrat sestavi večina in se ljudje usedejo na nek položaj, je zelo veliko, pa in obstaja strah in realna nevarnost, da na novih volitvah Janša dobi seveda še več, je to verjetno čisto dovolj, da bodo vztrajali do konca, dokler se bo le dalo. Ampak kot je rekel Boštjan, rezultati bodo taki, kot bodo. Najhuje bo, da če ne bo močnega vsebinskega leadershipa, in Šarec do zdaj ni pokazal neke svoje konkretne vizije, kako bi recimo reformiral Slovenijo. Se zna zgoditi, da bo to čisto feudalna ureditev, vsak bo dobil svoj vrtiček, ki ga bo lahko operativno recimo upravljal kot minister, zmanjkale bodo pa spet strukturne reforme. Mogoče imamo srečo, da v tem trenutku se nam zdi, da ne potrebujemo nekih velikih sprememb, ampak tudi gospodarska zbornica in ekonomisti opozarjajo, da se pripravlja neka nova kriza. Verjetno ne bo tako močna, kot je bila tista 2008-2009. Tudi slovensko gospodarstvo je dosti bolj pripravljeno, dosti bolj konzervativno, ni tako zadolženo, kot je bilo takrat, ne? Ampak v vsakem primeru bomo dosti težje preplavali te valove. Jaz mislim sicer, da ni bilo pošteno, da tej vladi niso priznali vpliva na gospodarsko rast in nekih dosežkov, ki jih je ta vlada dosegla. Je pa res, da je ta vlada, dajmo reči, plavala na valu konjunkture in je zelo lepo ujela val in dajmo reči, mogoče podvojila gospodarsko rast in bi z neko manj sposobno vlado bila ta rast manjša. Veliko vprašanje pa je, kako bi ta konglomerat, predvsem političnega amaterstva, preplaval eno pomembno krizo. Ja. Najlepša hvala Sebastijan Jeretič in Boštjan M. Turk za vajine današnje komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko vam razkrijemo, kaj je v Messiju povedal legendarni Maradona.